pozdravljeni v novi epizodi podcasta Neokvirjeno, kjer v našem studiu danes kar prekipeva od ženske energije. Naša današnja gost je Karin Petko Strmšek, ki je vodja mladinske dramske sekcije v Selcah, prav tako predsednica tega društva, učiteljica iz Svete Ane in še bi lahko naštevala. Karin, pozdravljena. Dober dan. Lahko bi rekli, da si ženska tisočerih hobijev, v spredje pa vseeno postavljaš kulturo. Kdaj si ugotovila, da je to? Kdaj si ugotovila, da imaš to ljubezen do gledališča, do musicalov? Zdaj jaz na to vprašanje vedno začnem odgovor s tem, da ne vem, koliko sem bila takrat stara, ampak mene sta starša peljala v Mengeš na predstavo Moje pesmi, moje sanje na musical. In to je bilo wow, jaz sem se takrat zaljubila v musical kot žanr, tudi v gledališče, ampak neko posebno mesto v mojem srcu pa ima ta musical. In od takrat naprej, v bistvu jaz tudi ko berem knjige ali kaj takega, jaz kar vidim, kako se stvari dogajajo, tako da nekako potem to skušam prenesti na oder. In od takrat naprej nekako sanjam o tem, da bi postavljali musicale, in te sanje so v zadnjih nekaj letih tudi se uresničile, no. No, tako si rekla, ne, torej si vodja mladinske sekcije v Selcih. Kako to, da si prevzela vodstvo oziroma si to društvo, to sekcijo sploh ustanovila? Zdaj, jaz ne bi rekla, da sem skupino ustanovila jaz. V bistvu sem začela kot igralka pri Julijani Bračič v starejši dramski skupini in nekako je gospa Julijana potem rekla, kaj pa, če bi mi ustanovili še mlajšo skupino. Ona ima itak tak čut za ljudi, za otroke, skratka za vse starosti, no. In potem jaz sem se sicer malo pustila prepričevati, ne, ampak potem pa nekako sem pobrskala po kontaktih in nekako tisti, ki smo se poznali že iz osnovne šole, da nas zanimajo te vode, smo potem hitro postali ekipa, tako da bi jaz zasluge pripisala gospe Julijani. Ampak potem smo se nekako ujeli in smo kar neločljivi, ne vem, taka energija posebna je, prijateljstva, res ne bi zamenjala, no. Pred kratkim ste se preimenovali v muzikališčnike. Odkje je ideja, zakaj? Ja, v bistvu, saj smo še vedno mladi, ampak nekako zdaj, če bi jaz slišala, da pride nekam nastopati mladinska dramska skupina, si mogoče predstavljam starejše osnovnošolce, srednješolce. Mi pa smo vseeno že pred konec srednje šole, nekateri faks, pa zaposleni že tudi. In kljub temu, da v kontrastu z starejšo dramsko skupino smo mi mlajša dramska skupina, nekako nismo več čutili, da je to ime tisto, ki pove vso našo vsebino. Bolj pove našo vsebino in neka mešanica muzikla, gledališča, zato torej muzikališčniki, gledališčniki, ki igrajo muzikle. Res je, da ste kar zrasli v teh igrah, ne? Začeli ste, ti si predelala, mislim, skupaj ste predelali še ti, ne? Zmenek, Mamma Mia po naše in Škandal. Koliko si imela ti tukaj zraven prstov? Kaj je tvoje delo, mogoče čisto originalno, kaj je? Tako, mi smo takrat začeli z glasbeno komedijo Zmenek. Ti se še spomniš, Ela, da takrat sem jaz rekla, pa naše občinstvo je navajeno na komedije, kako bodo zdaj sprejeli, da imamo mi neke glasbene točke vmes. Že takrat sem sanjala o musiclu, ampak nekako nisem upala, da bi šli direkt v musical. Tako da sem se pol odločila, da gremo v komično glasbene vode, in takrat v bistvu sem vzela od Vinka Möderndorferja Burko, Zmenek, jo preuredila, razširila, dodala glasbene točke, da smo mi potem imeli predstavo. In v bistvu je občinstvo to ful dobro sprejelo. Ful smo bili živčni takrat na premieri in verjetno nam bo vsem v spominu ostalo, kakšna pozitivna reakcija je bila od občinstva. In potem smo si v bistvu z naslednjo igro upali malo dlje. Je pa zanimiva zgodba te naše Mamma Mia po naše, da v bistvu so mene igralci hecali, pa da Karin naredi nam par izsekov iz Mamma Mie, naredi to. Pa sem rekla, v redu, bom naredila to kot eno točko za materinski dan, za prireditev lahko potem nastopamo. Potem pa je iz te ene točke zraslo več točk in potem smo v bistvu to povezali v celo igro. Tako da ja, to je tudi bil zanimiv projekt. Če je Zmenek imel še nek poudarek na komičnih elementih, je potem Mamma Mia po naše že v celoti musical in te pesmi skupine ABBA so se mi zdi tiste, ki so bolj ponesle občinstvo z nami vred. Kultne, ne? Tako, ja, da smo res nekako leteli na teh valovih glasbe in tudi navdušili občinstvo z Mamma Mio po naše smo
potem nastopali tudi na Trojica Festu, na Art Campu Oder Triglav v parku na festivalu Lent, na jeseniških Čufarjevih dnevih v gledališču Koper. Jela sem še kaj pozabila? Pa to so ta večja, ne? To so ta večja, no ja. Wow, vi pa ste popularni. No torej, priprava predstave je dansko veliki zalogaj. Predstavljam si, da je musical še toliko hujši, ko imaš koreografijo, besedilo, cela glasba. Kako ti to uspeva? Kako se lotiš? Kdo ti pomaga? Zdaj, tak je. Že tudi zdaj, mi se vsako leto prijavimo na srečanje gledaliških skupin v okviru JSKD-ja, na Vizije. In letošnja selektorica nam je rekla, da v bistvu musical je žanr, ki se ga prav gledaličniki izogibajo, da se ga bojijo, da to res neki ojoj, ne, ker zahteva toliko nekih različnih elementov. Ampak jaz vedno rečem, mi smo res taka raznovrstna ekipa, da se to vse da. Tako da ponavadi je tako, da jaz pač pripravim besedilo, potem pa gre v bistvu po principu ne improvizacije, ampak idej. Kakor hitro se ti porodi neka zamisel, jo poveš, jo sprobamo. Tako da mislim, da imamo nek poseben nivo demokracije in vsega tega. Je pa tako, da recimo jaz za plese zagotovo nisem dovolj sposobna, da bi lahko koreografirala, tako da letos za Škandal nam je koreografije delala Lucija Jelincijane. Tudi za glasbo jaz nisem pravi naslov, mislim, besedilo že napišem, pa pol odpojem še tudi, če mi kdo pokaže kak, ampak da bi pa jaz druge učila, pa definitivno ne, tako da to pa moj brat Dominik Petko uredi. Zdaj tekst, ki ga vi gledalci vidite in slišite na odru, tudi težko rečem, da je ravno samo avtorsko delo, ker na vajah to sproti še kaj nastaja, se sproti še kaj doda. Improvizacija, ampak načeloma tista predloga, ki jo prinesem na vaje, pa je načeloma moje delo, vse pri Škandalu. No, trenutno gostujete s Škandalom, ker aktualna tema. Dvakrat ste napolnili Selško dvorano. Mogoče v čem se razlikuje od prejšnjih predstav? Kaj misliš, kje si zrasla, kje ste vsi skupaj napredovali? Zdaj, Škandal, za razliko od prvih dveh del, je mogoče tudi motivno in tekstualno v celoti res moje delo. Pač Zmenek je bil priredba, razširitev. Mamma Mia je bila tudi neke vrste priredba filma. Pa se tudi pri Škandalu gre za neke motive zgodovinskih romanc. Ja, ampak se mi zdi, da mogoče tu se meni osebno nekako kaže neki moj napredek, da sem pa zdaj res si sama izmislila zgodbo v celoti in jo uspela pripeljati do konca, da zgleda neka zaokrožena celota. Ampak mislim pa, da vsaka izmed teh naših predstav ima svoj čar. Če je bil Zmenek smešen, tako sem že rekla, Mamma Mia je imela glasbo, tu pa se mi zdi mešanca vsega. So komični elementi, je glasba, ki te ponese, hkrati pa ti kostumi, ki nam jih je naredila gospa Magda Leš, ki so res tista pika na i skupaj s sceno, ker to je zdaj prvič bilo, da smo si mi privoščili kostume in ko smo prvič jih videli, prvič obleke, pa to smo prav tiste okice imeli, ko na onem smajlju s srčki, zaljubljeni v to, wow, kaj to bomo res mi oblekli, in mislim, da je to nek dodaten čar, da tudi ko se mi oblečemo v te kostume, pa za premiero in ponovitev smo bile tudi profesionalno naličene. Sara Nikl nas je ličila in se mi zdi, da ko se potem v to oblečeš, kar nekako zraste ti samozavest, ko si nekdo drug. Prav postaneš lik, ne? Tako, tako. Zdaj večkrat si na družbenih omrežjih omenila petkove vaje. Kaj je tako, mislim, v čem je fora, kaj je tako posebnega v petkovih vajah? Zdaj, petkove vaje niso povezane z mojim priimkom, ne? Ampak mi imamo načeloma rezerviran termin za vaje ob petkih. Ko smo se pripravljali na premiero Škandala, pa je bilo dostikrat treba še kakšne dodatne vaje, ker smo bili malo časovno omejeni, pa ni šlo vsak petek. In pol je bilo tako, da so bile vaje v petek, pa v soboto, včasih tudi v nedeljo. Ampak v petek mi na vajah nismo naredili nič. Imeli smo se grozno fajn, presmejali smo se, nekako se mi zdi tisti stres celega tedna, ki se je ves teden nabiral, smo dali ven, se nasmejali, pač drugemu povedali, kaj je novega, pa sej smo prišli skozi igro, pa smo naredili stvari, tako da sem jaz lahko rekla, ok, prišli smo skozi, da narediš kljukico, ampak ni bilo ravno produktivno.
Je bilo pa zato toliko bolj fajn in se mi zdi, da je bilo že tako, da vsak teden, vsaj jaz osebno, ne vem, kako ste drugi čutili, ampak jaz sem prav čakala tisti petek, da se pridem na vaje sprostiti, nasmejati, pa sej, zdaj to ne pomeni, da nikjer drugje v življenju nimam prostora za sprostitev ali kaj takega, ampak res tak nekak posebna energija in ta energija mislim, da je tudi nekaj, kar mi nesemo na oder in da jo občinstvo začuti in da kljub temu mi poudarjamo, da smo amaterji oziroma kakor smo se naučili na zadnje, da smo ljubitelji, ne pa profesionalci, se mi zdi, da je ta energija tisto, kar nas pa mogoče dela posebne in smo tudi dobili en komentar od gospoda Nejca Lisjaka, s katerim smo tudi malo sodelovali, da v bistvu mu je bilo res všeč, da se mu zdi, da v profesionalnem gledališču včasih primanjkuje te iskrice, tega žara, te energije, ko se res vidi, da nekdo nekaj dela z veseljem, mi pa, ker to pač res radi delamo in ker to ni neka naša obveza, služba, ampak je res prostovoljna aktivnost. Hobi, ne? Tako, Ljubiteljsko. pa prijatelji smo in to se po mojem začuti. Upam, no. Zdaj pa poleg nas, naše skupine, imaš tudi skupino tam mlajših igralcev. Zrežirala si musical Kekec. Bi lahko kaj več o tem povedala? Učim na osnovni šoli Sveta Ana in tam imamo krožek, interesno dejavnost musical, tako da za sodelavko Natašo Petek sva se lansko šolsko leto lotili tega projekta in moram reči, da je bil zelo dobro sprejet. Zdaj za otroške gledališke predstave je značilno, da so malo krajše. Ampak vsi tisti, ki mene poznate, veste, da jaz pa kratko, razen moja velikost, ne sodimo skupaj. In je pač naneslo na nekje 40-50 minut predstave. Tako da učenci, ki igrajo, res morajo dati ful od sebe, res nekega truda, energije je vloženega v to. In se mi zdi, da ko smo mi začeli, pa kak so potem bili na koncu, jaz sem zadnjih nekaj vaj priznam, da sem sedela, jih gledala, kurjo kožo sem imela, solzne oči, zato ker sem videla, da so pač to niso zdaj odrasli, ki pač pričakuješ, da se bodo naučili, ampak to so res otroci, ki pač so res delali to z nekim veseljem za nosom, pa se tudi mi delamo to z veseljem, ampak od njih ne moreš pričakovati, mogoče vseeno ni toliko, kot pač jaz zahtevam včasih na naših vajah, ne? In so vseeno to s takim žarom naredili, da ne vem, mislim, tudi občinstvo, koliko smo se pogovarjali, so rekli, da učenci, osnovna šola, pa so zmogli to, no, in jaz mislim, da res kapo dol mojim mladim igralcem, da so tako suvereni bili. Ogromno že nasplošno delaš z otroci od nekdaj, vodiš oratorije poleti, božičnice pripravljaš v času okrog božiča, si učiteljica, vodiš krožke. Kaj pa te pri tem najbolj veseli, pač zakaj to rada delaš? To je zdaj mogoče težko tako odgovoriti. Mislim, da tista energija, ki jo pač vse te stvari nekako so povezane z njo, da recimo ti otrokom nekaj daš, pa se trudiš, pa jaz so težki dnevi, recimo kot učiteljica, kako si včasih mislim, joj, kaj mi je tega treba, ne, ko je kak dan, ko pač je v razredu ni tako, ko bi si želela, recimo, ampak pol pa pride kak trenutek, ko pa gre vse še boljše, kot si je človek zamislil, ko enemu učencu nekaj razložiš, pa razume, pa vidiš tisto iskrico. Ali pa potem pri dramskih, pri musiclu, ko so igrali, ko so bili čisto nervozni pred nastopom, pa bolj tako zadovoljni, pa mislim, da se niso niti prav zavedali, kaj so z musiclom Kekec dosegli. Pa potem pri nas na odru tista energija, tisto veselje, ki smo ga vsi čutili, ko je predstava šla skozi, ko smo odigrali, ko smo razveselili občinstvo, isto na oratoriju, tisto, da otroci radi pridejo, da se nečesa veselijo in bolj zadovoljni grejo. To nekako, da ti nekaj daš, pa ne rabiš nič zameno, samo da vidiš tisto iskrico, ki jo z nečem prižgeš. Tako, ja. Pa se ti zdi, da se otroci radi udeležujejo teh krožkov in obšolskih dejavnosti, ker vsi imamo te predsodke, da jaz je današnja mladina pa samo scrolla po telefonih že odkar vejo za sebe, že predtem. Se ti zdi, da vseeno radi se udejstvujejo na takšnih zadevah? Ja, sej, res je, da zagotovo so telefoni drugače, kot so bili, ne vem, 20 let nazaj, ampak otroci imajo toliko krožkov, da, mislim, res, v šoli imajo krožke in interesne dejavnosti, obšolske dejavnosti, glasbena šola, razni treningi, športi
In ni čudno, če potem, ko imajo minuto časa, da hočejo iti na igrice, da hočejo iti na telefon, da malo odklopijo. Pa se ne pravim, da je to. Jaz še vedno zagovarjam, da je treba knjigo v roke vzeti, pa odklopiti na tak način, ampak po drugi strani pa se ne moramo čuditi, ne, v tem hitrem tempu sveta, da se umiriš. Mogoče se res umiriš najbolj, da pač nekaj gledaš, pa te pritegne, žal pač to, da danes ni več knjiga. Kako pa gledaš na vlogo umetnosti v življenju otrok? Misliš, da jim to, da se s tem ukvarjajo zdaj, potem tudi v prihodnjem življenju, v prihodnosti kaj koristi? Zagotovo, ker če zdaj jaz primerjam to, ne, recimo igrica, pa je to hiter neki instant gratification, ne, na hitro je nek občutek zadovoljstva, film traja uro pa pol, zdaj kakva knjiga, neko delo predstave, to pa traja in to ni čez noč, ker zdaj pa sem, pa je to, pa je občutek tistega zadovoljstva, da si nekaj dosegel. Če ne drugo, so se recimo moji toti igralci pri muziklu so se naučili, da je treba vztrajati, delati postopoma in potem na koncu pa si nagrajen za to, kar si delal, ne. Zagotovo pa je pomembno, da vidijo tudi ne samo filmom, ampak da vidijo tudi živo umetnost, ne, kot je gledališče, kot je glasba. Zato, ker nismo vsi za vse, ampak če zdaj nekdo bo za igrice ful navdušen, drugi pa se v tem mogoče ne najde, je treba tudi tistim, ki pa mogoče so bolj za živo umetnost, jim je treba pokazati, kakšne so možnosti, da pač lahko oni tudi se najdejo nekje. Se ti zdi, da se ljudje, ki se ukvarjamo s kulturo, razlikujemo od drugih, da smo bolj čudaški ali pa kaj v tem smislu? Jaz rada rečem, da smo mi bolj kul, zato ker smo kulturni, ne. Tako da to sem napisala enkrat objavo na Facebook, da v bistvu za marsikoga smo verjetno res čudaški. Ker da grem jaz vsaki petek v dvorano neko igro vaditi, pa se nekaj po odru mečemo, pa plešemo, pa pojemo, kaj to je. Ampak iskreno, jaz sem ful hvaležna, da imam vas, muzikališčnika, da smo se našli ljudje, ki dejansko to isto mislimo, isto čutimo, da nam to nekaj pomeni. Da nas to usrečuje, da nam je to zanimivo, da to radi počnemo, da nas ni sram povedati, mi pa imamo v soboto pa igramo škandal. Marsikdo si misli, to ti so čudni, ne, ker se to po odru, boljše je iti na veselico, boljše, ne vem, igrice igrati, iti na kako tekmo. Nam pa je to veselje. In v tem svetu, tako kot sem že rekla, kjer je polno neke tehnologije, kot smo se pogovarjale, je res pravi mali čudež, da nas je se toliko našlo, pa da s takim veseljem to delamo. In res sem hvaležna, da imam to. Zdaj omenila si, da rada bereš. Bilo nam je rečeno, da imaš doma skoraj manjšo knjižnico. Je ta ljubezen do branja, do knjig razlog, da si mogoče pristala na študiju anglistike in primerjalne književnosti? Ja, jaz mislim, da je. Zdaj mogoče glede knjižnice doma, ne. To je bila cela procedura. Jaz sem imela na neki točki, ko sem bila še mlajša, ful knjig. In jaz sem si ful želela knjižno polico in moj ati zna ful delati z lesom pa to in jaz sem ful gnjavila, daj ata, naredima nekaj, ne. Knjižno polico bi imela, bla, bla, bla. Pa njemu res ni bilo, da bi midva to delala in potem ne vem, v kateri trgovini je našel neko kovinsko polico, tako se je nekako skup zahakalo, pač nikakvo je bilo. Ampak te je on to meni prinesel, pa je bil nekaj časa mir, tiste knjige sem tam imela, ne. Pol pa pač se je začelo to povešati, ker je bilo na posamezni polici preveč knjig. In potem sem končno dosegla to, da smo midva se zmenila, da bomo naredila pa knjižno polico, ne. In vem, da sem si prav v sobi preračunala prostor, ki je to bo, da mora biti v obliki L, črke L, da bom čim več knjig gor spravila in sem jo potem napolnila in potem s časoma je tudi to že postalo premalo, potem sem se pa pač zadovoljila še z eno iz Momaxa. Tako da, ja, in od nekdaj je bilo pri nas doma tako, da zvečer smo rekli lahko noč, ampak jaz sem še brala in je bila lahko ura tudi že polnoč, 1, 2, pa sem še kar brala, tako da se je že včasih zgodilo, da sta mama pa ata, ko sem bila še mlajša, prišla v sobo, pa sta rekla, da mi bo ta elektriko ven vrgla, ne, če ne bom zaključila z branjem, pa pač ker naslednji dan pa se nisem mogla zbuditi, ne, logično. Tako da, ja, v bistvu, ko me kdo vpraša, kako to, da sem se odločila za angleščino pa primerjalno književnost, zagotovo nekako so knjige pripomogle k primerjalni književnosti, za angleščino pa sploh ne vem, kdaj sem se odločila. Ko me učenci vprašajo, kako to, da ste učiteljica angleščine, ja, šlo mi je, všeč mi je jezik, pa rada delam z otroci, tako da nekako
povezava vsega skupaj najbrž. Ker dosti ljudi se odloči za slovenščino, ne? In primerjalno književnost. V čem je fora? Zakaj ne? Slavnica. Slovnica. Okay. Pa ne zato, da mi ne bi šla, mislim, Ja. če vprašate moje učitelje in profesore iz osnovne in srednje šole, bodo vam vsi znali povedati, da karim pa vejice. Ne? Še zdaj vidimo v scenarijih časa. Aha, okay. Popravljamo že. Zvaga kaka ali pa kaka preveč. Tako da smo se včasih hecali, da ko je kaki sošolec ali pa sošolka imel kako premalo, bo karin dala par svojih, ne? Ker pri meni jih je bilo dosti krat preveč, zdaj sem se malo tega odvadila, pol pa kaka zmanjkaja. Tako da nekako... Pa vse sem odvisniki, pa stavčenščeni, pa to je meni vse jasno, ampak da bi jaz mogla pa to prav študirati, pa sem vlada njoj ne bi, ne. Tako da nekako sem se potem odločila za primerjalno književnost z tega vidika. Zdaj včasih me kdo vpraša, če mi je žal, da nisem šla slovenščino, ampak sem šla primerjalno književnost. Ja, pa ne. Za slovenščino bi bila verjetno v šolstvu še bolj zaposljiva, kar se zdaj ne budim, ker službo imam in zelo uživam pri poučevanju angleščine. Ampak mogoče bi pa bila neka dodana vrednost, da bi še imela slovenščino, torej slovnico, ne, da bi lahko tudi to poučevala. Primerjalna književnost mi je pa zagotovo dala neko širino glede tega, mogoče dodatno veščine v smislu literature, leposlovja, pisanja. Tako da, ja, ni mi žalno. No, če smo že pri tem, ena izmed tvojih magistrskih nalog je bila povezana z feminizmom in romanom Little Women. Kako si se odločila za feminizem? Zakaj ta tema, mogoče? Če smo že v mesecu žensk. Ne. Zdaj, jaz osebno ne bi rekla, da sem jaz feministka. Je pa to ena zelo taka v sodobni književnosti zelo popularna tema, ne? Sploh z vidika, da sicer pri nas se mi zdi, da je že okej, zdaj smo tu recimo same ženske, pa nobenemu nič ne manjka. Ampak, če pogledamo, ne vem, malo v času nazaj, družba si ni znala predstavljati, da bi bile ženske vodilne, ne? Danes se mi zdi, da to že ni problem, da je kakšna ženska na vodilnem položaju. O tem tudi naš škandal malo spregovori, ne? Tako da očitno sem bolj feministka, kot sem mislila. Vloga Julijane reče, da ona si želi več, da hoče več od svojega življenja. Zakaj bi, ker je ženska mogla samo... Tako, samo to, hvala. Ampak nekako to je res, tako sem rekla, v literaturi je to zelo pomembna smer. Tematika, ja. Tematika in nekako to pa v bistvu Little Women kot roman, ki je v bistvu brezčasen, hkrati je lahko namenjen mlademu bralstvu, hkrati ga lahko beremo odrasli, pa vsak nekaj odnese in nekako prijetno s koristnim. Tako nekako je potem na to naneslo, ampak zagotovo pa, ker smo v mesecu marcu, smo ženske nekaj posebnega. No, če že govorimo o vodilnih vlogah, recimo, ne, bila si tudi odgovorna urednica časopisa Englist, ne, v času študija. Kakšna je bila izkušnja, kaj si odnesla od tega? To je bilo v bistvu tudi še ena zanimiva zgodba. Jaz sem se v prvem letniku, nadobudna študentka, odločila, da bom pri tem sodelovala kot ena izmed urednikov. Potem nekako je prišlo do tega, da jaz, ki nimam pojma za tehniko, kar bo Ela potrdila, sem pristala, da sem urejala spletno stran. Ja, sem pogledala spletno stran. Je čudovita. Pa ni slabo. Ja, v času mojega mandata smo jo obnovili tudi. Aha, no, v redu zgleda. No, vse to so pol drugi delali, jaz sem samo diktirala. Ampak, in nekako pol tisti glavni odgovorni urednik je bil ravno na odhodu iz faksa, zaključeval je študij. In potem jaz sem bila pa tisti privesek, ki je bil zraven in je bil vztrajen in je naredil to on time, kar se mu je reklo. In nekako je potem on mene vprašal, če bi jaz pač to prevzela, s tem, da druge opcije ni bilo. Z eno drugo kolegico, v bistvu smo potem to skupaj, ampak ona šla študirati v tujino, tako da je pol vse nekako na mene padlo. Bila je pa to še ena izkušnja nekega z vidika organizacije. Jaz sem bila tista, ki je mogla postaviti rok, zdaj takrat je deadline, takrat morate prinesti stvari, takrat mora ono biti tisto, tretje.
ker je bilo to že v tistem času, ko je bila pol korona, pa nadaljavo, in jaz res pač tehnika, pa jaz nisma za skupaj, ne, in potem sem jaz mogla ugotavljati, kako se te stvari delijo prek spleta in vse to, ampak smo zvozili in je bila neka izkušnja, ki me je zagotovo naučila nekaj tehničnih stvari, pa tudi potem z organizacijskega vidika. Jaz drugače zelo rada organiziram stvari, ampak ja, no, spet neki dodaten vidik te organizacije, ne. Zdaj, Manuela je rekla, da je s tabo delala raziskavo, ko si ti, kaj si imela? Učenje starejših s pomočjo tehnologije, angleščina, ne? Tako, to je bila magistrska na anglistiki, tako. Zdaj, če smo že omenjali delo z otroci, ne? Zdaj z delo s starejšimi, kaj bi rekla, v čem je razlika, koga je lažje učiti? Vse ima pluse pa minuse. Zdaj, pri starejših je ponavadi tako, da tisti, ki se odločijo za učenje jezika, jaz sem namreč, ko sem študirala v Ljubljani, sem mislim, da 3 ali 4 leta poučevala na centru aktivnosti angleščino starejše, to smo bolj prenesli v koroni tudi na splet in so se dejansko ful udeleževali, kar mogoče si marsikdo ne bi mislil. Ampak oni se odločijo za študij jezika, pač za učenje jezika, ker jih to res zanima, ker si res želijo znati in njihovi motivi za učenje so, ja, rad bi se znal v tujini zmeniti, rad bi potoval, moj otrok se je poročil v tujino, pa se ne morem pogovarjati z njihovim partnerjem, ne, in res imajo tisto notranjo motivacijo, če ne, zdaj to je strokovno že bolj. Pri učencih, otrokih v šoli je pa tako, da oni pač tam morajo biti, ne, to zdaj ni njihova izbira, da bi si oni želeli angleščino naučiti. Edini način učenja angleščine pri njih so filmi pa igrice, to, da pač je njim fajn, ne. Pa se trudimo tudi v šoli, da bi jim bilo fajn, ampak z tega vidika je starejše ful lažje motivirati. Pri šolskih otrokih pa je tako, da se moraš ful bolj potruditi, da jih pritegneš. Pa še to je dostikrat tako, da ne moreš zmotivirati vseh. Po drugi strani pa so otroški možgani bolj nagnjeni k absorbiranju stvari, ne? Hitreje se v mladih letih učimo, in otrokom je tudi bolj všeč, če pripraviš kaj izven okvirjev, da ni tisto po učbeniku, po delovnem zvezku, da je igrica, da je ona aktivnost, tisto, tretjo. Medtem ko pri starejših sem pa imela dostikrat občutek, da ko sem poskusila s kako tako aktivnostjo, so se malo zaprli, kot nek strah pred nečem novim. In ni tako delovalo, kot sem mogoče upala, da bi. Tako da mogoče to je razlika, ja, ampak oboje pa je zagotovo nagrajujoče in prijetno in starejšimi in z mlajšimi je ful fajn delati. Ja. Moja mama je namreč začela hoditi na tečaj angleščine in sem se spomnila na to, da jaz, ko sem bila v šoli, tudi če mi je bila angleščina recimo ful dobra, ne, sam pouk spet ni neki presežek, ne, mislim, jaz kot sem imela res rada angleščino, pa vse, kaj je bilo z angleščino povezano, ne, ampak vseeno se mi zdi, da ti, ko se moraš nekaj učiti, ne, je čist druga, kot pa imajo, ko so odrasli, pa imajo motivacijo, ne. Tako tisto rečemo, da je prostovoljni mus, ne, v šoli pa je samo mus. Ja. In ja, to marsikdaj, ne, ker je to pač v šoli in se pač moraš učiti, ne. In najhujše je pri tistih učencih, vsaj meni osebno, ko recimo nimajo angleščina specifika in je res, če nimaš posluha za jezik, je veliko težje, kot če imaš to naravno predispozicijo. In včasih je tako težko, ko otrok pride pa reče, pa jaz itak ne znam, tako nima smisla, da se sploh učim, tako ne bo mi šlo. In da vzbudiš bolj pri takem otroku lahko, da ga sploh zmotiviraš, da je sploh vredno se učiti. In potem, če ga zmotiviraš, je to ful nagrada, lahko pa se dolgo mučiš. Zdaj si me pri tem spomnila na neko temo, ki mi jo je tvoj brat podal. Ki si rekla, da otrok pač nima posluha za jezik. Kot sem slišala, ti kot otrok tudi nisi imela posluha za glasbo, zdaj pa ga imaš, ne. Se pravi, da se dosti da priučiti, ali kaj se je zgodilo, čuvaš? Se da priučiti, ja. Ne vem, se marsikdo pravi, da se tudi posluh da naučiti, ampak jaz samo vem, da enkrat smo gledali neki posnetek, jaz sem zelo rada že kot mala nastopala in sem nastopala Rastejo v strmi gori bele planike 3. To me je babica naučila in jaz sem tam stala na stolu in na polno fušala, ampak sem tako uživala. In res je, moja babica je ful z mano pela. In verjetno to, da je nekdo ves čas z mano pel, da me je usmerjal, da se je potem razvil posluh, ne vem, definitivno nimam takega posluha kot moja 2 mlajša brata, ampak nekako pa te zvozim s tem. Pa
si se pol že to naučila do tistega obdobja, ko sta sestrično Rebeko snemale video spote in pisale slovenske priredbe angleških pesmi? Mislim, da smo bili to kar vsi, veš, vsi imamo tako obdobje, če si vsaj malo nadarjen. Mi smo imeli celo plastični mikrofon, na katerega smo pela. Jaz tudi. Obožujem. Brez tega ne gre. Mislim, da bi to vsaj izgledalo, kot da je pravi še zlomljen je bil, ampak mi smo si vedno oblekli kiklice, tako da smo bile približno meči, usklajene, frizure in potem smo ravno gledali pred časom en posnetek za nazaj, sestrična je ful tak doživeto pela, jaz sem bila pa taki kupček tam poleg, ki je sicer pel, ampak in ja, takrat je že šlo malo boljše. Karin, jaz te že dosti let poznam in že odkar te poznam, si vedno v pogonu, vedno nekaj ustvarjaš z otroci, z temi vrstniki, starejšimi, bereš, pišeš, poučuješ, inštruiraš. Ti sploh ostane kaj časa za sebe? Tako bom rekla, čas je treba vzeti, ker če si ga ne vzameš, ga ne ostane. In to je nekaj, kar me je v bistvu naučil moj mož, da v bistvu je prav, da se vsedeš, je prav, da si vzameš čas, pa tudi, če imaš še ne vem, kaki kup časa za nared, rabiš tisto, ne vem, 1 uro, da se vsedeš, da gledaš luv, da se pogovarjaš z nekom, magari v skrajni sili, da si na telefonu ali pa nekaj, samo da odmisliš vse tiste skrbi. Tako da jaz si vzamem čas. Si vzameš čas, odkud pa te stvari polnijo z energijo? Vedno si tako nasmejana, energična. To se mogoče samo zdi, ne? Zagotovo so tudi slabi dnevi, pa sem jaz tudi tečna. Kar vprašajte moje učence. Učiteljica, kaj ste pa danes tako slabe volje? Pride taki dan. Ampak to, kar smo se v bistvu že prej pogovarjali, tiste drobne stvari, zaradi katerih delamo to, kar delamo. Ne? In v bistvu to so tiste stvari, ki prinesajo energijo, da pol zmoreš naprej. Ne vem, aplavz občinstva, zahvala otroka. Take stvari so tiste, pa recimo lahko popolnoma beden dan, pa bo na koncu dneva prišel en učenec, pa bo rekel, učiteljica, kaj pa je to, pa razložiš, pa je pol zadovoljen, pa v trenutku je boljši dan. Ali pa, ne vem, popolnoma grozne vaje, grozna generalka, pa potem na premieri ali na nastopu speljemo, tako kot je treba, aplavz in pol pozabiš, da je bilo vse, da se ti je zdelo, da je šlo vse narobe. Vedno pa se je treba spomniti, da za dežjem vedno posije sonce in da nismo sami, pa da to, kar se nam dogaja, še ni nujno najhujše. Da bi lahko bilo še vedno hujše in da moramo biti pač hvaležni za to, da smo še okej, da so stvari vseeno še tako svetle, pozitivne, kot pač so. Torej bi rekla, da ti te male stvari vrnejo energijo, da te spet zapolnijo, ko se ti spraznijo baterije. Definitivno. Pa imaš kakšen življenjski moto, neko načelo, ki se ga držiš? Jaz rada rečem, nekje na spletu sem to prebrala v angleščini, da življenje je kratko, ampak za nasmeh je potrebna le sekunda. In če bi potem preračunali, koliko nasmehov lahko mi v življenju podarimo, prejmemo, pa se to ne more drugo, kot da te napolni z energijo, z optimizmom. Zdaj, zasledila sem, da si imela en pogovor z irskim pisateljem, nisem si zapomnila imena, pardon. Jack Hart, ja. Kak je gospod, mislim, da je bil na knjižnem sejmu, ne? Tudi, nekaj ja. takega, ja. Kak si ti prišla do njega, kaj se je zgodilo? V bistvu prek anglista, ki smo ga že prej omenjali, nekako se tudi sama več ne vem, kako smo do tega prišli. Imeli smo neki natečaj irskih zgodb z oddelkom za anglistiko, pa potem smo ga kar malo izkoristili, ker smo imeli številko anglista irsko obarvano in smo ga izkoristili še za intervju. Tako da v bistvu preko tega in potem smo izvedli intervju, dali članek in res je bila zanimiva izkušnja. No, tak prijazen gospod, tako kot si predstavljaš Irce. Odprt, vesel, prijazen, gostoljuben, res. Kaj ti je mogoče ostalo v spominu glede njega, kot kaj bi je počel? Mislim, da je bil učitelj ali nekaj takega? Mislim, da tudi. Predvsem pa on se je ukvarjal s pisanjem kratkih zgodb. Tako da takrat smo se v bistvu pogovarjali predvsem o razliki med romanom in kratko zgodbo. Ampak to je mogoče že ni najbolj primerna tema za današnji podcast, da gremo zdaj v razlike. Ok, to je res. Že prej si omenila, da te je tvoj mož naučil v bistvu tega, da je treba kdaj malo polenariti. Kako dolgo si pa že poročala? Zelo dobro, zelo dobro povedano. Poročila smo se lani avgusta. Zdaj ne vem, koliko se je razširilo to, da smo v bistvu midva imela brezalkoholno poroko. To je bilo, se mi zdi, nekaj, ko smo povedala svatom, ko smo pač
se dogovarjala stvari, so bili vsi, kaj? Na Štajerskem. Ja, na Štajerskem. In tudi muzikanti so bili tako, kaj se, tako smo kar dobili občutek, da pričakujejo, da bomo hitro zaključili, ampak mi smo bili do 5. Nekako smo hotela dokazati, da se lahko imaš fajn tudi brez alkohola, da alkohol res ni nujna stvar, zdaj, da boš ti se zabaval, ne vem kako dolgo. Pa nekako smo hkrati to miselno namenila vsem tistim družinam, ker se mi zdi, da v našem svetu je teh raznih zasvojenosti res ogromno, tistim družinam, posameznikom, ki se soočajo s takimi težavami in mogoče družine, ki zaradi tega razpadajo in tudi na cerkvenem obredu smo rekla, da nekako s to mislijo to polagamo na oltar in prosimo, da pa bi najna družina se nikoli ne bi soočala s čim takšnim. Torej, rabiš, da se imaš fajn samo pravo družbo, ne? Tako je, kar potrjujejo petkove vaje. Good vibes only, ne? Kaj pa imaš kakšne plane za prihodnost? Ne, nimam. Nečesar. Ja, vedno so neki Vleče kam drugam ali bi ostala v teh naših Slovenskih goricah? Bi ostala tu. Pa mogoče tematsko izobraževanje ali kakšne druge vode tudi? Jaz zelo rada grem, kam tako potujem, ampak bi pa samo živela bi pa v Sloveniji in kar v našem kotičku Slovenskih goric, ki se mi zdi tako, marsikdo reče, da ja, ko so te vaški kraji, vsakem vse ve, kako je to neprijetno. Ampak če to odmisliš, je pa v bistvu ful prijetno živeti v neki skupnosti, kjer veš, da bo vedno nekdo, na kogar se lahko obrneš, da pač nisi sam. Recimo, ko sem študirala v Ljubljani, sva sestrično živeli v stanovanju, pa sem pač imela njo, ampak razen nje pa enega soseda, jaz nisem v bloku poznala nikogar, ne, in pač Bog ne daj, da se kaj zgodi, na koga se boš obrnil. Se mi zdi, da tu v našem vaškem okolju, pa tudi, če je sosed malo dlje kot v bloku, imaš vedno nekoga, no. Tako da bi definitivno si želela tu ostati. Glede poklica, verjetno si mislila, ne? Delati v izobraževanju je zelo lahko utrujajoče, naporno, te pa tudi notranje bogati. Hkrati pa jaz neizmerno uživam v teh dramskih vodah, ne? V režiji in vsem tem. Ampak se bojim, da če bi se pa odločila za poklicno pot v tej smeri, da bi se zgodilo to, kar sem tudi že prej omenjala, da pa ne bi bilo več te iskrice. Ker kak pa nekaj moreš, Ja. pa se lahko ohranjaš ljubezen do tega, ampak nekako se mi zdi, da potem malo zbledijo stvari. Tako da dokler me bo delo v šoli izpopolnjevalo, osrečevalo, da bom prišla domov dobre volje, večino dni vsaj, da bom rada šla v službo, kar je vse res, rada grem, rada pridem domov. Jaz mislim, da zaenkrat šolstvo ostaja moja poklicna pot, no. Pa razmišljaš, da bi kdaj kako svoje delo izdala, glede na to, da ogromno tudi pišeš? To so bile sanje male Karin, mislim, mlajše Karin, ker mala sem še vedno. Ja, jaz sem to, prav spomnim se med počitnicami, sem imela en taki zvezek, gor so bile limone pa jabolke, v trde platnice in sem pisala svoj roman. Bila sem na počitnicah pri sestrični in sem jaz to ful pisala, ampak tisto je ostalo v tistem zvezku. Imam tudi nekaj začetih takih zgodb na računalniku, pa to, pa potem te božičnice, ki si jih prej omenila, pa te zdaj toti musicali pa to. In verjetno bi bilo pametno na neki točki vsaj ta dramska besedila, ki so zaključena, izdati, že zato, da potem še kdo drug lahko ima kaj od tega, ne samo občinstvo, ampak tudi kakšna skupina, ki bi se lahko tega posluževala in to igrala. Kar se pa tiče kakih proznih del in poezije, pa mislim, da bo to še vse zaenkrat lepo ostalo na računalniku. Za izdajo pa k kreativni piki, ne? Absolutno. Manjša reklama. Promotion. Zdaj, ko si omenila poezijo, ne? Recimo, če ni preveč osebno, kaj je mogoče tematika, v kateri najraje pišeš? Ljubezen. Ljubezen. Že od nekdaj jaz sem pisala dostikrat, Ela, ti tako veš, ker sem ti nekaj kazala, so bile kakšne v bistvu v verzih napisane zgodbice, v smislu, da je bila pesem, ampak da je imela zgodbo. In to je bilo meni tako fajn napisati, ni pa zdaj to neki literarni presežek, ne. Ni važno, samo da je. Dala sem ven, kar sem mogla.
Ampak sploh danes, ko se dosti piše v svobodnem verzu, mogoče to definitivno ni tisto, po čemer bi nekdo posegal. Sem pa ugotovila, sploh med korono, ko se mi zdi bilo toliko nekih negativnih občutkov z vseh strani, da ful lažje pišem, ko me kaj teži. Da dam tisto ven in takrat so nastale pesmi in v slovenščini in v angleščini. Takrat sem celo naredila en Instagram profil Lapasta Lola in malo tam objavljala, ampak tisto je zdaj že preteklost. Ampak ja, nekako tako, da daš tisto negativno občutje, neko stisko, daš ven, pa je pol lažje. Tudi sicer sem jaz taki človek, da ko me kaj teži, pač jaz moram to povedati, pa sem pol 10 kil lažja, no. Tako da. Vse tega bi se mogli vsi posluževati, se mi zdi, ne? Si tudi pravijo, da so te najlepše pesmi, da so iz tistih največjih heartbreakov nastale. Ja. Glede na to, da si rekla, da je tema teh pesmi ljubezen in da si brala zelo dosti romanov, se ti zdi, da so ti romani v glavo vstavili neko predstavo nerealno o ljubezni? O ja. Jaz. Ljubezen definitivno niso samo rožice, pa ko bereš neki roman, tisto veš, da bo na koncu srečen konec. V življenju nimaš te garancije. Pač jaz vem, na začetku zveze sem bila jaz tak, joj, pa kako zdaj to bo, pa kako bo to zdaj naprej. Tisto potrebo potem, da bi jaz zdaj točno vedela, kako se bo zdaj to razpletlo, pa tega v realnem življenju ni. In mogoče so zato knjige nekaj, kamor lahko ubežiš, ker načeloma, če bereš šund, kar sicer jaz ne bi tega promovirala kot primerjalna književnica, komparativistka, ampak tam pa lahko pobegneš, ne, in tam so princi na belem konju, pa tam je potem vedno neka velika romantična gesta, pa saj so tudi v realnem življenju velike romantične geste, sem jaz tudi že marsikaj izkusila. Ampak vseeno, mogoče, mislim, jaz nimam občutka, da bi me to zaznamovalo do te mere, da bi bila za jaz tak, o moj bog, tak je pa to zares, ne? Se še vseeno poleg knjig zavedaš realnosti, da pač so romantični trenutki, so pa tudi težki trenutki, ampak mogoče pa kdo to preveč zares vzame, literaturo, in potem pa verjamem, da nastane problem, ko v realnem življenju pa niso samo rožice, pa oblački, pa sončki, ne? Če smo zdaj že predelali, ne, vse možne teme in smo zdaj že na razmerjih. Kaj bi rekla mogoče, da je ena stvar, recimo kot na svet, ali pa kaj je najpomembnejša stvar v razmerju? Recimo komunikacija, kar drugega. Mislim, da je pa tu ne morem odgovoriti samo z eno stvarjo. Pač vsakemu svoje, nekdo ima prioritete na tem področju, drugemu je drugo pomembno, ampak zagotovo pa paket vsega skupaj, zaupanje, komunikacija, poslušanje, ljubezen v prvi vrsti, da do vsega ostalega sploh lahko pride, pa neka tam medsebojno spoštovanje. Mislim, da je to neki cel paket vsega tega, da brez tega v razmerju pač ne gre. Torej je Žiga tvoj princ na belem konju? Definitivno, v bistvu princ v belem avtu, ne, ima beli avto, tako da. Vsi, ki najdete beli avto, mogoče je Žiga, pomagajte. Ne, Žiga je moj, druge prince v avti si iščite. Karin, najlepša hvala za ta prikupen, zabaven pogovor. Hvala vama za vse, no. Pa še kdaj. Absolutno.